Jaz vse lepo prijazno pozdravljam, pa upam, da bom lahko tudi z tega svojega vidika danes dodala en mozaik oziroma en delček od ta mozaik govora in razmišljanja o sinodalnosti, o tem procesu sinode. O sinodalnosti je bilo že veliko povedanega tudi danes, veliko napisanega, veliko tudi nekih praktičnih navodil, kako živeti in pa izvajati ta proces sinode, prav konkretno po posameznih temah in skupinah, tako da se ne bi rada ponavljala o citiranju vseh teh pomembnih vidikov, ki so bili že izpostavljeni. Vidik, za katerega sem pa bila danes povabljena, da ga izpostavim, je pa predvsem ta izkusten vidik sinode. In vse lepo povabim k razmisleku malo o teh dimenzijah. Mogoče bom malo razširila temo izven teoloških okvirov, tako da morda dobi pomen tudi za tisto sinodalnost, ki jo bomo morali in bi jo morali nasploh živeti v naših skupnostih. Ker se mi zdi, da ta sinodalnost ni samo stvar sinode o sinodalnosti, ki je zdaj v tem teku, ampak je res neka pot, po kateri bomo na tak ali pa drugačen način hodili tudi v prihodnje in tudi že hodimo. Sinoda v sinodalnosti mi zdi tako, da je res ena malo drugačen nastavek, malo že v sami osnovi, ker je res to sinoda, ki ne teoretizira v nekih odnosih, ampak se uresničuje samo skozi izkustvo, se pravi to izkustvo odnosov. In samo skozi izkustvo odnosov je v bistvu mogoče zaživeti ta proces sodelovanja, zaživeti in živeti proces sodelovanja, vključevanja, poslušanja, tudi spoznavanja različnih darov in karizem. Tako da sinoda je neka sinoda živega odnosa celotnega Božjega ljudstva, kjer se moramo najprej res srečati, si prisluhniti in potem tudi začeti razločevati in prenavljati. Tako da papež Frančišek tukaj res vabi vso cerkev k temu premisleku, tej temi, na način, da to tudi doživi. Se pravi, da doživi odnos, ne samo da teoretizira o tem, da hodi skupaj. Mislim, da to pravzaprav tudi bistvo in narava cerkve, da pridemo skupaj, da smo skupaj, da hodimo skupaj in to z vso možno odprtostjo, kar pa je tudi že sad delovanja Svetega Duha, ki je ta protagonist. In to, kar je bilo tudi že izpostavljeno kot neko vprašanje ali pa premislek v tem prvem predavanju, ali smo sploh pripravljeni za to, se pravi, da obstaja tudi neka skepsa, ali je ta sinoda sploh potrebna, torej tudi neko stanje, ko nismo pripravljeni vsi vstopiti v to izkušnjo. Verjetno je tudi to neka izkušnja, tudi neka dimenzija, ki jo moramo prav tako slišati, vzeti zares kot sad sinode. Verjetno tudi nek podatek, ki nekaj pove o naših hoji skupaj, o tem, kako že hodimo skupaj v naših odnosih, ne glede na razloge, ki jih imamo za to. Če pa gremo potem vseeno na to pot, pa vidimo, da je pravzaprav nemogoče res ločevati sinodo in odnose. Ta sinoda v sinodalnosti je odnos, oziroma lahko rečemo, da je odnos njena metoda, in namen tega odnosa ni, oziroma je nekako ustvariti in izkusiti nek varen prostor za to, da bi lahko vsak na nek svoj način spregovoril o svoji verski izkušnji oziroma o izkušnji skupne hoje in pa obenem, da bi tudi izkusil to skupno hojo. Se pravi, v tej izkušnji ne moramo govoriti, ne da to tudi počnemo. V tem procesu naj bi ljudje izrazili svojo izkušnjo tega, kako doživljajo ta hoditi skupaj, torej kako doživljajo cerkev, kako znotraj tega gradijo, živijo svoje versko izkustvo. Če se malo ustavimo, kaj pravzaprav je sploh to izkustvo. Lahko je to nekaj zelo splošnega, lahko pa tudi nekaj zelo subjektivnega, globokega, če ne celo intimnega. Torej gre za en tak oseben in pa zelo intimen odnos s presežnim, kjer Bog človeka nekako doživlja kot živo osebo, s katero je mogoče stopiti v odnos. Pravi, človek ga v tej svoji notranjosti doživlja kot osebo, kot nekega pomembnega drugega, s katerim je mogoče imeti resnično globok in tudi zaupan stik in odnos. In to je mogoče, če je Bog nekako ponotranjen, imanenten, ne pa samo tako oddaljen in transcendenten, neka zunanja nalepka, kar pa se tudi velikokrat zgodi. Ljudje ga velikokrat doživljajo tudi tako. Tako da ta notranji odnos z Bogom se gradi, se izgradi
in se potem tudi živi znotraj neke skupnosti, zakrmentalnega življenja in ne glede na presežnost Boga in pa seveda na njegovo milost, ki je tukaj seveda tista, ki vse preseže, smo pa ljudje še vseeno samo ljudje in tudi Boga velikokrat doživljamo na zelo človeški način. In tudi k nam prihaja po kanalih, ki so zelo človeški, a ne. Če tako rečemo v narekovajih, tako opremo pač imamo. To velikokrat pomeni, da tudi Boga in podobo Boga, pa odnos z njim doživljamo zelo po človeško, tudi v luči različnih preteklih izkušenj, ki jih imamo. Recimo to tudi potrjujejo različne raziskave, recimo če prihajamo iz nekega okolja, kjer je bilo veliko neke trdote, mogoče nesočutja, grobosti, ker nismo izkusili ali pa dobili tega občutka varnosti, bomo verjetno to tudi preslikali na vse ostale odnose na nek način in tudi na odnos z Bogom. Torej v tem najglobljem intimnem smislu bomo nekoliko težje verjeli, da nas Bog res brezpogojno ljubi, tudi če zdrsnemo in tudi če smo grešni. Tako da lahko ves čas morda pričakujemo njegovo kazen, ne pa ljubezni. Torej, če ljubezni ne izkusimo v odnosih, jo bomo tudi težje ali pa težko zares občutili v polnosti v odnosu z Bogom, čeprav to ne pomeni, da nas Bog ne bi ljubil. In tudi duhovno izkustvo gre skozi odnose. Seveda je pomembna tudi Božja milost, ampak vedno smo, a ne, tudi samo ljudje, ki smo zaznamovani s tem, kar pač pomeni biti človek. In tudi Božja milost se lahko uresničuje samo preko te narave. Torej človek ima lahko tudi popačeno podobo v Bogu, če jo morda izgradi na izkustvu, ki mu ni omogočalo tega odnosa, kjer bi lahko doživel ljubezen in pa varnost, ker te intrapsihične podobe Boga, ki so tudi temelj našega izkustva, se potem neizogibno formirajo res v tem človeškem kontekstu. In prvi ta kontekst, ko pridemo na svet, je družinsko okolje. In tako se celoten razvojni proces posameznikove osebnosti, tega, kar je, začne v družini. In to na osnovi tega tudi se potem razvije in to omogoča tudi razvoj te intrapsihične podobe Boga. Tako da doživljanje odnosov je v bistvu temeljni material, iz katerega otrok ali posameznik gradi podobe v sebi, podobe v drugih in tudi podobe v presežnih. Običajno torej ta prva izkustva, to podlago dobimo v družinskem okolju, to je tudi prvo izkustvo občestva. Obenem pa tudi prostor, kjer živimo tudi duhovnost, kjer tudi starši svojim otrokom na različne načine posredujejo to sporočilo o Bogu in jih tudi vpeljujejo v življenje širšega občestva, cerkve, kjer se potem tudi nadaljuje to izgrajevanje tega izkustva. In vprašanje, kakšno je tukaj zdaj to izkustvo? Ali lahko živimo duhovnost ali pa mogoče čutimo, da smo zatrti, da smo razočarani. Tudi tu so lahko neke svetlobe in sence. Čisto konkretno, če je neko izkustvo prijetno, to pomeni, da je verjetno zgrajeno na nekem stiku, odnosu, spoštovanju, sprejemanju, toplini, tudi gorečnosti. In v tem primeru bo potem to tudi nek prostor, neko občestveno odnosno polje, kjer ne bo toliko nekih blokad. Če pa bi bil na drugi strani recimo prisoten samo nek ritualizem, trdnost ali pa samo racionalnost, morda celo zlorabe, ki so povezane s tem. V tem primeru se prostor zapre in tudi duhovnega izkustva oseba ne bo mogla živeti v tistem bogastvu in polnosti, kaj šele, da bi se zares uresničevalo tudi Božje kraljestvo. Tako da mogoče kot ena taka zanimivost, v okviru enega predmeta, ki ga poučujem na teološki fakulteti, dam študentom na izbiro različne teme za seminarsko delo, ki ga potem upravljajo na način, da v bistvu intervjuvajo ljudi, da iščejo zelo žive izkušnje, v bistvu tako kot eno sinodalni proces v malem. In eden izmed naslovov, ki ga študenti tudi velikokrat izberejo, je v narekovajih duhovnost gre skozi odnose. In v okviru te teme z neko tako objektivno držo raziščajo pri različnih ljudeh, ne nujno morda pri najbolj cerkvenih, morda tudi pri obrobnih, raziščajo, kako doživljajo, da so te njihove izkušnje v verski skupnosti, ki so jih imeli, se pravi z nekimi člani verske skupnosti, z duhovniki, kateheti ali pa kakšnimi drugimi voditelji, kako so te zaznamovali njihovo dojemanje odnosa z Bogom.
A so ti odnosi imeli kak vpliv na njihovo duhovnost in pa vernost. In skoraj brez izjeme se pokaže, da če je izkušnja bila zaznamovana z neko človečnostjo, spoštovanjem, trudom, gorečnostjo, tudi čistostjo, iskrenostjo, torej z nekim takim pristnim veseljem ob srečanju, da je to pustilo to dobro sled, tudi če morda osebe danes niso morda najbolj goreče v neki svoji duhovnosti. Če pa so prisotni neki pritiski, avtoritarnost, potem mogoče strogo držanje pravil, mogoče celo sramotenje, grožnje z neko kaznijo, nerazumevanje ali še pa kaj hujšega. Torej, če ni te človečnosti, je pa pri udeležencih prisoten nek odpor do vsega, kar prihaja z te strani, celo odpor do Boga in duhovnosti kot take, kar pa pomeni zagotovo neko oropanost tistega, kar bi človeku tudi bilo mogoče živeti, če takih izkušenj ali pa takih podlag za te izkušnje ne bi imel. Morda je ravno to, ti vidiki izkustva tisto, kar moramo slišati tudi v tej našem procesu sinodalnosti. Trenutno je proces sinode v fazi poslušanja, poteka na krajevni ravni, v škofijah, župnijah, cerkvenih skupnostih po vsej vesoljni cerkvi. In glavni namen je poslušanje različnih glasov vseh, se pravi, da bi lahko vsakdo nekaj prispeval k posvetovanju te vesoljne cerkve. In zato bi rada danes predstavila predvsem ta vidik poslušanja. Torej, kako poslušati, da bomo tudi slišali drug drugega o tem, kakšno je naše izkustvo, kako doživljamo, da se uresničuje naš hoditi skupaj v cerkvi, ki tudi potem oblikuje celotno naše versko duhovno izkustvo. Kakšne so potem naše izkušnje skupne hoje in kako tem tudi prepoznati, katerim korakom nas seveda pa vabi preko tega Sveti Duh, da bi v tej skupni hoji rasli. In zato so potrebni zelo konkretni koraki. Zagotovo metoda kot taka je pomembna. Pomembna so prava vprašanja, prav tako je pomembno, da jih znamo neko ustrezno metodo predstaviti in tudi nagovoriti druge, da znamo tudi dobro načrtovati. Pri tem imamo tudi odlične metode, tehnike, pripomočke, tudi digitalna orodja, ki omogočajo anketiranje in podobno, ampak potem se vedno tukaj vprašamo lahko, v kakršnikoli obliki se že tega lotevamo, kje pa je odnos, kako izbiramo, tudi če izbiramo te izkušnje anonimno, tudi tukaj moramo imeti nek odnos ali pa držo do tega, kjer je potrebna neka odprtost in tudi sposobnost slišati neko sporočilo. Večinoma se v sinodalnem procesu komunicira znotraj izmenjave v majhnih skupinah, in ravno v teh kontekstih se še toliko bolj je pomembno vprašati, ali smo zares tudi v odnosu, ali smo zares v stiku, ali tudi živimo in uresničujemo ta hoditi skupaj, ker če namreč načrtujemo nek proces samo izvedbeno z nekimi metodami, brez odnosa, brez stika, ne bo pravega učinka, tako kot je rekel mogoče škof v uvodnem nagovoru po mislih, ne bo tistega pravega blagoslova. Odnos je pravzaprav pot sinode, če stopamo v odnos, nas to vodi iz samih sebe k vključevanju drugih, tudi takšnih, ki imajo drugačna stališča, kot so naša, ali pa kot bi mi želeli, da jih drugi imajo. To pa je včasih težko. Ampak tudi to je resničnost. In če poslušamo samo tiste, ki imajo enake poglede, kot jih imamo sami, verjetno pravih sadov, pravega blagoslova tudi ne bo. In če želimo imeti res dialog, potem moramo dati prostor za različna mnenja in jih nekako potem tudi združiti. Ker samo tako je mogoče priti do nekih novih uvidov, spremeniti način razmišljanja, ki je lahko zelo pristranski, če nismo odprti. Kar Bog govori tudi preko tistih, ki se nam morda ne zdijo toliko zelo pomembni ali pa bi jih mogoče zlahka izključili, odpisali, se jim izognili in mogoče rajši ne bi dali prostora. Seveda včasih tudi vprašanje, kako sploh priti do teh, ki so morda bolj na obrobju, ampak morda je tudi njihov molk zelo glasna govorica. Tako da vprašanje za vse nas je tudi to, kaj pravzaprav odnos je, kako vemo, da smo zares v odnosu, kjer smo tudi v nekem stiku, kjer je potem ta prostor za resnično poslušanje. Odnos sigurno ne pomeni samo neke fizične prisotnosti,
ali pa opremiti se in preštudirati vse v človeku, misliti, da je to dovolj, ali pa se naučiti vseh metod in pa tehnik dobrega komuniciranja, pri tem pa ne biti pristen, a ne. To pomeni tudi čutiti človeka na način, da se bo ta na drugi strani čutil občuten, da se bo čutil viden in tudi slišan. In v bistvu to dosežemo na način, da naredimo nek tak gostoljuben prostor zanj in pa za njegovo izkušnjo v sebi in mu tudi damo vedeti, da se nas je dotaknila in nas nekako nagovorila, ker to potem ustvari ta prostor varnosti, ki je zaznamovan s sprejemanjem, spoštovanjem tega, kar drugi čuti in doživlja, tudi če nam morda to ni všeč. In v sinodalnem procesu poslušanja se je potrebno srečati z različnimi obrazi te izkušnje vseh posameznikov, ne glede na to, kakšne te izkušnje so. Je pa vedno, ne, za vsako izkušnjo, za vsakim mnenjem, za vsakim doživljanjem človek in človeška oseba v vsem svojem dostojanstvu in to je treba pravzaprav spoštovati. Če tega ni, drugi z nami ne bodo delili te svoje izkušnje v polnosti, ki pač je takšna, kakršna je in do česar moramo priti v tem procesu poslušanja. In ko smo v nekem pristnem odnosu, potem resnično vidimo pred seboj osebo, kakršna je. Zdaj, da pa do tega pride, da bi pa drugega tudi zares slišali, moramo pa znati tudi dobro poslušati. Imamo več različnih vrst poslušanja, ki niso vse dobre. Večina nas sicer misli ali pa bi radi mislili, da smo dobri poslušalci. Z drugimi besedami verjamemo, da slišimo, kar drugi pravi in da smo sposobni to tudi razumeti in doumeti ter tudi pravilno interpretirati, preden se potem ustrezno odzovemo. Ampak žal je pa resnica dostikrat taka, da radi precenjujemo svoje sposobnosti na tem področju. Tudi različne raziskave tukaj nekako kažejo, da običajno poslušamo le s približno 25% učinkovitosti. In to pomeni, da se v povprečju kar precej te komunikacije izgubi. Zdaj namesto, ne, da bi nekemu na drugi strani govorniku namenili vso svojo pozornost, morda že mi sami oblikujemo nek odgovor ali pa presojamo o tem, kaj govorijo, ali pa nas celo zamotijo naše lastne misli, ne vem, čisto take tekoče, kaj še treba postoriti in podobno. Tako da to neučinkovito poslušanje lahko vodi tudi v nesporazume in prekinitev komunikacije. Zdaj poznamo različne oblike tega neučinkovitega poslušanja. K temu pripomorejo ali slabe navade pri poslušanju ali pa naše notranje ovire. Mogoče, če jih malo tako v razmislek, se dotaknemo teh neučinkovitih oblik. Prva taka je ocenjujoče poslušanje. Tukaj gre predvsem za poslušanje, kjer nek poslušalec, ki ocenjuje, porabi ves čas za to, da ocenjuje, kaj drugi govori in o tem dela sodbe, a ne. Tudi odgovarja na to, kar drugi pove, na način, da reče samo ja ali pa ne, ali pa mogoče ja, ampak, a ne. Pri teh poslušalcih je največji problem, da slišijo vse samo iz nekega svojega lastnega stališča. Se pravi, vse ocenjujejo in vse procesirajo samo skozi prizmo ali pa skozi neko lupo lastnih izkušenj in pa mnenj. To velikokrat pomeni, da zgrešijo pomembne informacije samo zato, ker ne ustrezajo njihovemu pogledu na svet, ne. Drugi problem pa je, da se govorec in poslušalec lahko zapleteta tudi v neko negativno spiralo nekih argumentov, protiargumentov, in namesto, ne, da bi gradila na komunikaciji drug z drugim, jo pravzaprav uničujeta. Potem naslednja taka oblika neučinkovitega poslušanja je predpostavljajoče poslušanje. Tukaj pa gre za poslušalce, ki delajo že vnaprej neke predpostavke oziroma domneve o tem, kaj je pomen tega, kar drugi govori, ali pa kaj ima morda namen sporočiti. In to naredijo običajno, preden drugi zaključi z nekim sporočanjem, preden drugi pove, kar želi povedati. To se kaže potem tudi tako, da na primer končujejo stavke, preden drugi povedo, kaj so mislili, ali pa vskočijo z odgovorom, preden drugi res zaključi s tem, kar je želel povedati. Biti v odnosu s poslušalcem, ne, ki nekako dela vnaprej predpostavke, je zelo naporno, ker je v bistvu treba nenehno ponovno razlagati, kaj smo morda želeli povedati, ker so bila verjetno naša sporočila interpretirana zelo napačno.
Potem naslednja oblika je samozaščitniško poslušanje, kjer je poslušalec nekako ujet v neke svoje sfere, v neko svojo lastno situacijo ali pa čustveni odziv, nekako je zaseden z lastnimi mislimi, s tem, kar se dogaja njemu, in zato preprosto nima sposobnosti, da bi drugega zares poslušal in se tudi osredotočil na njegovo sporočilo. Lahko bi rekli, da niti ni v polnosti prisoten in priseben. Z drugimi besedami gre za poslušalce, ki v resnici ne poslušajo zares in zagotovo tudi do njih ne pride vsa globina sporočila drugega. In pravzaprav je to vprašanje, če sploh lahko govorimo o poslušanju, čeprav se bodo mogoče ti poslušalci tudi smehljali, kimali, bodo na splošno celo videti, kot da jih nagovarja to, kar je bilo povedano, ampak ko pride do tega, da potrebno dati nek odziv, pa bo očitno, da v resnici niti niso slišali, oziroma da dejansko do njih sploh ni prišlo, kar je bilo povedano. Tako da ti poslušalci običajno ves čas v sebi znova in znova ponavljajo neke svoje negativne zgodbe, ki so pa običajno tudi pospremljene z visoko stopnjo teh negativnih občutkov. Potem imamo obsojajoče poslušanje. Tukaj pa gre za to, da obsojajoči poslušalci nekako konstantno, bodisi odprto ali pa samo pri samem sebi kritizirajo to, kar drugi pripovedujejo. Morda ta tip poslušanja podoben tudi temu prvemu tipu, ocenjujočemu poslušanju, ampak običajno je prisotno še več negativnosti in pa manj priložnosti za drugega, da bi tudi pojasnil, kar je želel povedati. In ti poslušalci imajo pogosto naprej oblikovane tudi ideje, pa neka mnenja o govorniku, na primer na osnovi nekih predsodkov, ki so osnovani ali na videzu drugega ali pa na nekem njegovem poreklu. In to lahko tudi preprečuje, da bi odprto sprejeli to, kar bi drugi radi sporočili. To ima pa potem za posledico pogosto to, da drugi obmolkne, ne želi dati še dodatnih informacij, ker to, da si konstantno kritiziran, da ne ustrezaš nekim kriterijem, postane zelo neprijetno. Potrjujoče poslušanje je tudi ena oblika neučinkovitega poslušanja. Je na nek način bolj ali manj nasprotni pol obsojajočega poslušanja, namreč potrjujoči poslušalci pa slišijo samo sporočila, s katerimi se strinjajo, kar pa tudi ni vedno dobro. Sporočila filtrirajo oziroma zelo selektivno poslušajo in slišijo samo do tiste točke, ki jih tudi sami podpirajo, ne pa tistih, ki pa kažejo morda neka drugačna mnenja. In imeti nekega potrjujočega poslušalca se morda najprej zdi prijetno, tistemu, ki želi nekaj sporočiti, se zdi lepo, da se poslušalec strinja z njim, ampak sčasoma pa pride do tega spoznanja, da se poslušalec strinja samo z določenimi točkami, ki pa morda niti niso bile pomembne, zavračal pa je, da bi se poglobil tudi v kaj drugega. In težava pri tem je to, da ti poslušalci poslušajo samo zase in želijo, da bi se njihovo mnenje potrdilo, nimajo pa resničnega zanimanja za mnenje drugih. In tako pogovor postane velikokrat bolj kot ne enostranski, utrujajoč, še posebej, če bi drugi rad nekaj sporočil, kar je zanj res pomembno in bi rad pristno raziskal različne poglede na to. Potem imamo obrambno poslušanje. Obrambni poslušalec povzame vse, kar je povedano, kot nek osebni napad. Ti poslušalci velikokrat čutijo neko potrebo, da se branijo pred vsem, kar je bilo povedano, in pogosto tudi sami sebi povedo nekaj, kar potem tudi utemeljujejo. Pogosto uporabljajo fraze, recimo ja, ampak nimajo nekega interesa, da bi gradili na kakršnikoli komunikaciji, razen na tisti, ki utemeljuje neke njihove vidike in predpostavke. In zanje je tudi težko raziskati druge poglede, ker je vse, kar je drugačno, doživeto kot neka grožnja. Zadnja ta oblika poslušanja je pa tako imenovano avtoritarno ali pa avtokratsko poslušanje, kjer pa gre za poslušalce, ki pogosto poslušajo samo zato, da bodo lahko drugim dali nek nasvet, da jih bodo lahko vodili. Deluje tako, kot da vedno vedo vse, kar je najbolj prav, in so tudi pripravljeni drugim vedno povedati, kaj naj naredijo, in želijo druge usmerjati po svoje. In tu v pogovoru recimo velikokrat uporabljajo tudi to besedo
ali pa besede moral bi, vem, kaj bi ti moral, recimo, ne puščajo nekega prostora za druge vidike. Zdaj, zakaj pride do vseh teh neučinkovitih oblik poslušanja? Običajno gre pri tem za neko poslušalčevo držo. Če iz tega stališča izhajamo, morda imajo ti poslušalci neke težave z govorcem ali pa je tema morda preveč prenaporna zanje. Ampak ne glede na vzroke, ti vzorci ne vodijo k pristnemu in pa učinkovitemu poslušanju, ker ti vzroki potem vplivajo tudi na to, kako se povezujemo z drugimi ljudmi in pa sporočili, ki prihajajo s strani drugih. Zdaj, recimo, kaj so lahko te ovire za poslušanje, recimo, dostikrat so to neke predhodne ideje, ali pa neke sodbe, predsodki, ki jih imamo čisto vsi, Zdaj, drugo je, kako z njimi se srečamo in kako z njimi potem rokujemo. Če imamo neke sodbe, predsodke, ideje, to pomeni, da do neke mere zagotovo nismo odprti za ideje in pa mnenja drugih ljudi. Ti predsodki so lahko ali osebni, kulturni, na primer v nekaterih kulturah se sprejme lahko samo tiste ideje, ki prihajajo strani moških ali pa morda starejših ali pa od nekoga, ki je na višjem položaju, drugih se pa ne posluša oziroma niso toliko pomembni, In to povzroča, da govorniku ne zaupamo na osebni ravni in je zato tudi težko biti odprt za njegove ideje na tej čisto intelektualni ravni. Potem ovira so lahko tudi določene predhodne izkušnje, ki lahko vplivajo na neka naša pričakovanja o drugih ljudeh, na neke teme ali pa situacije. In vsi smo pod vplivom različnih preteklih izkušenj v naših življenjih, Mogoče danes tudi je že bilo izpostavljeno, smo tudi pod vplivom nekih preteklih sinod, in mogoče zaradi tega tudi zapiramo vrata sedanji sinodi ali pa jo malo vrednotimo tako z nekimi dvomi. Skratka, na druge se odzivamo na osnovi nekega osebnega videza, našega nekega prvega stika z njim ali pa mogoče že nekih predhodnih srečanj s to osebo ali pa s kakšno drugo osebo, ki je tej osebi podobna, in to lahko vpliva na naš pristop k temu drugemu. Celo lahko naletimo na to, da drugi govori o nečem, kar nas spomni na neko našo preteklo izkušnjo, zaradi česar lahko začnemo razmišljati o tem, namesto da bi poslušali. In ključno je, tukaj ugotoviti, ali lahko ta pretekla izkušnja pri tem pomaga, če pa ne, pa jo moramo nekako znati postaviti na stran, dati oklepaj in potem dati priložnost temu, kar se pred nas tudi postavlja. Tem ovira lahko tudi rečemo temu lahko ozkoglednost ali pa biti zaprtega duha, spravi, da niti ne želimo se odpreti ali pa poslušati. Vsi imamo neke ideale ali pa vrednote, za katere mislimo, da so pravilne, zato je včasih tudi težko poslušati drugačne ali pa celo nasprotne poglede. Kakorkoli ključnega pomena za neko učinkovito poslušanje in pa medsebojne veščine je pa sposobnost biti tako odprtega duha in se vzeti čas za razumevanje tega, zakaj drugi mislijo o stvareh na drugačen način kot mi sami, tudi če se mi ne strinjamo s tem, kar drugi mislijo, in nato potem uporabiti te informacije, zato da pa vseeno dobimo neke boljše uvide in razumevanje tistega, kar želi nekdo sporočiti. Ovira so lahko tudi naša osebnost, naš karakter ali pa neki čustveni filtri, ki jih imamo, ker tudi sposobnost poslušanja je lahko pod vplivom naših čustvenih stanj. Namreč velikokrat se odvrnemo od tistega, česar ne želimo slišati, ali pa želimo slišati samo to, kar nam je všeč. In če slišimo nekaj, kar nasprotuje recimo nekim našim najbolj globoko ukoreninjenim predstavam, prepričanjem, predsodkom, pravilom ali pa kompleksom, potem lahko pride do neke blokade, ki ne omogoča tega dobrega poslušanja. Lahko pa seveda čustva po drugi strani mogoče tudi dobro poslušanje, kadar poslušamo nekaj, kar odpira naše globoko zakoreninjene občutke, ki jih imamo, ampak dostikrat se pa potem zgodi tudi to, da niti kritični nismo, če gre samo za neko prijetno potrjevanje. Vedno pa je tako, da tudi mi prinašamo del sebe v komunikacijo, ker vsi ti odnosi so dvosmerni, so soustvarjeni. Največji problem se pa izkažejo te naše nezavedne vsebine, ki jih dostikrat prenašamo, projiciramo v druge, ne da bi se
pravzaprav to tudi zavedali. In to se velikokrat vidi v tem našem nesprejemanju drugega, v nekih odporih, predsodkih ali pa sodbah. Ker dejstvo je, da lahko smo si všeč ali pa si nismo všeč, a ne, in dobro je poznati neko naše notranje stanje, kaj se dogaja v nas, kakšne so naše misli, čustva, intuicija, tudi prepričanja in pa vedenje drugače imamo neke slepe pege, tako da pomoč pri tem ali pa protistrup temu je, da imamo neko mero samozavedanja, kar pomeni, da imamo težnjo, da bi poznali sami sebe, svoje napake, slabosti, dobre točke in pa moči. To pravi, da smo pripravljeni kopati tudi v teh področjih osebnega, kar pa pomeni tudi boj z nekimi strahovi in pa spomini, ki vplivajo na naše življenje. Vedeti pa moramo tudi, a ne, da nekaj prihaja z naše strani, nekaj pa lahko tudi strani drugega in da tudi to znamo nekako razločevati. Lahko pa je ovira za poslušanje tudi mogoče nek slab dan ali pa da smo v slabi koži, se ne počutimo dobro, kar je pa tudi lahko neka čisto objektivna okoliščina, ne, ki ne omogoča niti te fizične prisotnosti v polnosti. Morda bi se pri vsem tem lahko naslonili na tega velikega humanističnega psihologa Carla Rogersa, ki je osebo postavljal v središče vsakega odnosa, svetovalnega, tudi terapevtskega, kakršnega koli drugega. S tem pa kaže, ne, tudi na to, kako je, če oseba v središču vseh teh naših dialogov. Pravi, tudi iz njegovih principov se lahko učimo, kako priti do čim bolj pravega poslušanja izkustva drugega. Mogoče to zdaj, ko se bližamo počasi koncu, še malo naglasim. Rogers izpostavlja 3 komponente pri tem. Pravi, da so pomembna pristnost oziroma avtentičnost, potem, da je pomembno brezpogojno pozitivno sprejemanje in pa empatično razumevanje. In koliko nam lahko te dimenzije pridejo prav tudi v naši sinodalni drži, zagotovo v neki določeni meri, če poskušamo malo pretvoriti te vidike in jih prevesti v to držo poslušanja, pravi Rogers, da je za poslušalca pomembno, da pokaže neko pristnost, da je to, kar je, da je odprt, transparenten, pravi, da je v odnosu in da se ne skriva za masko neke perfektnosti, mogoče celo profesionalizma, torej temu lahko rečemo, da je avtentičen. Potem, da pokaže to brezpogojno sprejemanje drugega brez sodbe ali predsodkov ali pa dodatnih pogojev, in temu bi lahko rekli morda tudi spoštovanje. In pa da premore tudi visoko stopnjo empatičnega razumevanja, ker gre pa predvsem za sposobnost vstopiti v svet drugega, spravi se postaviti v kožo drugega, biti v čevljih drugega. No, če vsako to komponento malo podrobneje pogledamo, bomo morda tudi lažje prepoznali, zakaj je počasi težko poslušati in slišati. Prva ta komponenta, ta pristnost, torej neka iskrenost, odprtost, kjer gre za sposobnost iskreno se povezati z drugimi ljudmi, ne da bi se pri tem počutili ogrožene ali pa prestrašene. Zdaj to ne pomeni, da je dovolj samo, da nismo izumetničeni, narejeni ali pa da se pretvarjamo, da smo, ne vem, tako zelo fajn. Tudi ne pomeni, da smo pocukrani ali da se strinjamo z vsem, kar slišimo, ker lahko, da recimo ne odobravamo določenega vidika pri drugem, ampak kljub temu pa lahko najdemo način, da mu to spoštljivo povemo. A ne, pravzaprav gre pri tej pristnosti za neko skladnost med tem, kar čutimo in kar govorimo, se pravi, da smo pristni tudi do sebe. In problem pa običajno potem nastane, kadar čutimo nekaj, kar je morda negativno, ko se ne strinjamo z drugim. In tudi to bomo čutili in občutili v sinodalnem procesu poslušanja. Morda bomo v določeni meri to tudi povedali, skomunicirali, vendar je pa potrebno tukaj res paziti, da kljub temu drugemu damo prostor, da sprejmemo ta njegov pogled. In morda to pomeni biti pristen do sebe in si priznati, da nas nekaj moti, da rajši ne bi slišali, ampak vseeno damo temu mesto, ne. Morda je tukaj pri pristnosti največji problem, kako nekaj iskrenega povedati na prijazen način. Torej, da ohranimo, da imamo tako držo, ki je vseeno prijateljska in naklonjena, tudi če je resnica takšna, da morda drugemu ne bo prijetna. In seveda mora biti pa tudi prijaznost pristna, ne, ker se hitro začuti, če smo tudi narejeno prijazni in
če sinodalno poslušanje recimo delamo samo zato, ker ga moramo, da naredimo neko kljukico in na drugi strani, če imamo resnično ali pa iskreno željo nekaj slišati od drugih in smo za to hvaležni, tudi če je neprijetno, to drugi nekako začutijo in če te pristnosti ni, bo verjetno prišlo do ene zaprtosti. Potem komunicirati je potrebno tudi iskreno, na en tak prijazen način, in to je ta pristnost, ta odnos drža, ki nekako osvobaja, ne pa samo zahteva. Pravzaprav prijaznost v tej iskrenosti topi neko hladnost in pa trdoto v človeških srcih, je pa zato potrebna tudi vztrajnost in pa tudi dostikrat veliko te notranje regulacije oziroma te notranje zrelosti. Druga ta komponenta je brezpogojno, tukaj Rogers pravi tudi pozitivno sprejemanje, ne samo brezpogojno sprejemanje, ampak celo pozitivno sprejemanje, tako dobronamerno sprejemanje, kjer gre pravzaprav za brezkompromisno spoštovanje človeške osebe, kjer osebe ne sodimo po nekih kriterijih, pravilih ali pa standardih, kar pomeni, da moramo kot poslušalci biti sposobni preseči neke svoje lastne sodbe. Sprejemanje je posebna vrsta ljubezni, ki nas pelje k ljudem, kakršni so, in pri tem ohranja njihovo dostojanstvo in osebno vrednost. Torej, gre za sprejemanje tako nekih moči kot šibkosti, lepih, nelepih kvalitet, pozitivnih ali pa negativnih drž, konstruktivnih, destruktivnih želja, pravi misli drugi, občutij drugi in pa nekega vedenja. Včasih se celo tukaj ustrašimo, da če sprejemamo druge, to še ne pomeni, da ne postavimo meje, da ne smemo kakšne meje postaviti, če gre kaj čez rob, ali pa da bi to lahko pomenilo, da se tudi strinjamo z njimi, tudi če imajo res narobe. V resnici sprejemanje še ne pomeni strinjanje z vidiki, ki so morda zgrešeni. Pri sprejemanju ohranimo svoje prepričanja, gre pa za to, da ne obsojamo drugih. In ko kažemo neko sprejemanje, pomeni, da se izogibamo pritiskom, da bi tisti, ki ga poslušamo, postal nekdo drug. Torej ne prevzemamo neke kontrole, se izogibamo sodbam, kriticizmu, obsojanju, ne dovoljujemo, ne pogojujemo in dajemo občutku te manj vrednosti. Tukaj naletimo na številne ovire, ki je veliko, ena mogoče glavnih so ti naši stereotipi, ki jih vedno imamo, to pomeni neko označevanje, klasificiranje, kategoriziranje, presojanje ali pa delanje sklepov, naprejšnje predvidevanja, naše prepričanje o ljudeh ali pa skupinah ljudi. In ko delujemo po teh stereotipih, ta stereotipnost ne pušča prostora za individualnost, edinstvenost in je splošnem negativna. Izhaja pa običajno iz naših globoko zakoreninjenih in pa pogosto tudi pogojenih prepričanj o drugih, dostikrat je povezano z nekim strahom, ki pa temelji predvsem na pomanjkanju razumevanja drugih ljudi, ki so drugačni, na nekem strahu pred drugačnostjo od nas samih. In tukaj je potrebno res paziti, da kljub temu, da imamo neke stereotipe ali pa preference, da ne obsojamo. Obsojanje v bistvu poudarja vrednost ene osebe nad drugo osebo in ima v sebi značilnost nekega samopoveličevanja. Mati Terezija tukaj pravi, da če obsojaš ljudi, jih niti nimaš časa ljubiti. Obsojanje pogosto tudi napada osebo, ne napada vedenja, in če imamo to držo obsojanja ali pa nekega zavračanja, potem drugih ne moremo niti učinkovito poslušati. Dostikrat se sprevrže to neko moraliziranje, obsojanje prebuja tudi neko omejevanje, krivdo, napetost, povezano z neko avtoriteto, kontrolo, hierarhijo, pravili in standardi tudi nekega vedenja. Torej, obsojanje je nasprotje tega sprejemanja in paralizira, sprejemanje pa potrjuje in spodbuja neko sporočanje. Torej, biti neobsojajoč, to ne pomeni, da moramo ostati brez nekih vrednot ali standardov, to pomeni, da se ne trudimo spraviti drugih, ki jih poslušamo v naš vrednostni sistem. V splošnem so lahko neke naše vrednote pa prepričanja dobre za nas, lahko so pa morda celo popolnoma napačne za druge ljudi. Torej, biti neobsojajoč pomeni imeti v srcu neko spoštovanje do drugačnega mnenja drugih ljudi. In to razvijamo s tem, da prepoznavamo, pozorno preverjamo naše lastne vrednote, standarde, da poskušamo videti svet iz okvira doživljanja drugega
da se izogibamo direktnemu naprejšnjemu postavljanju nekih zaključkov, da ne primerjamo drugih z nekom drugim, da morda tudi ne postanemo preveč vpleteni oziroma zasedeni z neko vsebino, ki jo drugi sporoča, da pokažemo neko iskreno spoštovanje do drugega kot osebe, ki ima neko svojo vrednost, in pa da tudi smo sposobni nekako sprejeti, da drugi pa več vedo o nekem svojem notranjem svetu kot pa mi. Ne moramo mi vedeti o njih več kot oni sami. Tretja ta komponenta je pa empatično razumevanje, lahko bi rekli tudi oživljanje, ali pa splošno neko razumevanje. Gre za neko sposobnost doumeti notranji svet drugega, tako kot ga vidi on sam, kar pomeni, da moramo sebe dati tukaj v oklepaj, in da smo nekako sposobni stopiti v to kožo drugega oziroma v čevlje drugega in hkrati tudi izstopiti iz njih, ne, meje morajo biti. Biti se moramo nekako sposobni umakniti nazaj in potem tudi objektivno pogledati na neko situacijo. Torej biti blizu, hkrati pa tudi ostati ločen. Se pravi, ne pomeni, da moramo biti čist zliti z drugo osebo, ne, ki nam govori. In vse to pomaga slišati tudi globlje, slišati, kako doživlja nekdo drugi nekaj, neko svojo izkušnjo, ne na način, kar bi mi radi slišali ali pa mislimo, da drugi doživlja, ampak tako, kot se pač pojavlja pri drugem. Mislim, da vse te tri lastnosti, pristnost, sprejemanje in razumevanje, je tudi nekaj, kar bistveno zaznamuje tudi to Kristusovo držo v vseh teh njegovih situacijah poslušanja, srečevanja z drugimi. In mogoče za zaključek zaključila z eno analogijo. Sinodalni proces, ne, je skoraj nekaj takega, kot bi starši rekli otrokom, ne, da zdaj jim pa lahko povedo vse, kar čutijo, vse, kar doživljajo od njih, kaj jim je lepo in kaj jih moti. Ne. In, če se postavimo v vlogo starša, je zelo težko slišati, da mu otrok reče, da dela tudi kaj narobe. Ne. Sploh zato, ker starš želi vedno najboljše in je tudi prepričan dostikrat, da to, kar dela samo zato, ker želi otroku dobro, ampak dejstvo je, da včasih dela pri tem tudi napake. To pa še ne pomeni, ne, da otrok ne bi smel čutiti tega, kar dejansko čuti in doživlja. Otrok sicer lahko razume, da recimo starši imajo neke okoliščine, zaradi katerih morda ne zmorejo vsega, ampak vseeno ima pravico čutiti, kar čuti. Na primer, lahko razume, da starš mora v službo, da je zaseden, da ima veliko dela, ampak otrok je lahko pa ob tem tudi žalosten, ne, ko jih pogreša. In če starši to sprejmejo, se pravi, da se ne branijo, se ne opravičujejo ali pa zagovarjajo ali pa celo zanikajo, v smislu ti pa moraš to razumeti, ne smeš biti žalosten ali karkoli. Pravi, če to sprejme, potem otrok tudi dobi občutek, da spoštujejo njegovo doživljanje, njegov svet, njega. In tu se potem vzpostavi nek varen prostor, kjer lahko gradimo naprej, kjer lahko tudi tvegamo, pa povemo stvari, ki so mogoče, ko vemo, da bodo neprijetne morda za drugega, povemo tudi prijetne stvari, skrati, je en varen prostor, kjer si lahko tudi odpuščamo in se sprejemamo in rastemo naprej. Sicer se pa zapremo v nek tak začaran krog izogibanja, osamljenosti, obramb, kjer se pravzaprav niti ne moremo povezati. No in nekaj takega ne bi bila tudi sinoda v sinodalnosti, ta moj pogled, se pravi ta prostor, kjer bomo sposobni poslušati res iskreno, brez presotkov, obramb in kjer se bo dalo tudi spregovoriti pogumno in odprto in to tudi slišati.